Danes smo se simbolno zbrali prijatelji in uporabniki psihoterapije tukaj pred Državnim zborom, kjer bo konec tega tedna ponovno potekalo glasovanje za zakon o psihoterapevtski dejavnosti. Radi bi opozorili na ta zgodovinski in prelomen trenutek, ko bi Slovenija prvič lahko dobila večjo dostopnost na področju poklicne psihoterapije. Ker je sprejetje zakona o psihoterapevtski dejavnosti žal ta trenutek še vedno pod vprašajem, pošiljamo sporočilo spodbude tudi vsem poslancem, ki so zavzeli vzdržana ali negativna mnenja. Želimo jim, da bi v petek lahko prisluhnili sebi in svoji notranji vesti ter odločitve sprejemali tako v skladu z vašim notranjim svetom, kot v skladu z vašimi koalicijskimi zavezami in različnimi programi strank. Trdno verjamemo, da imajo poslanci v sebi dobronamernost in zavedanje, da vprašanje duševnega zdravja ne more biti predmet različnih interesov, niti političnih ali ideoloških razprav. Zato bi danes želeli spregovoriti predvsem o tistih, ki psihoterapijo zares potrebujejo, z njo živijo in zaradi nje postajajo boljši ljudje. Danes bodo spregovorili različni govorci, vsak svojo povsem unikatno izkušnjo na področju duševnega zdravja. Vsem pa je skupno le eno, vsi si želijo, da bi bil zakon sprejet, da bi bila Slovenija dobila na tem področju več rešitev in predvsem več virov pomoči za ljudi. Prosim zdaj najprej gospo Barbo Špruk, svetovalko in predavateljico na področju osebne rasti, da spregovori z vidika nekoga, ki ima tako lastno izkušnjo, kot nekoga, ki spremlja ljudi z izzivi na področju osebne rasti in duševnih stisk. Hvala. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, nagovarjam vas kot Barbka Špruk, skupaj s somišljeniki in podporniki, kot svetovalka, predavateljica na področju osebne rasti in nekdo, ki je v sistemu duševnega zdravja nekoč sam popolnoma izgubljen. Pišem vam, govorim, ker bo petek za Slovenijo edinstven trenutek, priložnost, ki se ne bo ponovila. Priložnost, da uredimo področje psihoterapije tako, kot bi moralo biti urejeno že dolgo. Razlog, da vam pišem, da govorim, ni političen in ni poklicen interes. Razlog je izključno človeški. V petek boste odločali o vprašanju, ki bo določilo, ali bo psihoterapija v Sloveniji končno urejena in dostopna brezplačno, ali pa bo še desetletja ostajala razdrobljena, nedostopna in sistemsko prezrta. Pred 20 leti sem bila večkrat v stiku s sistemom duševnega zdravja v Sloveniji, torej s psihiatrično bolnico. Tisto, kar me je najbolj prizadelo, ni bilo samo zdravljenje zdravili, temveč odsotnost pogovora. Zdravniki, psihiatri, ki bi morali biti prva opora, z mano žal niso imeli časa govoriti. Največ topline in človečnosti sta mi takrat namenili čistilka in kelnarca, soborci moji najbližji. Z njima sem se pogovarjala več kot z vsemi strokovnjaki. In če me je takrat kaj resnično držalo pokonci, je bil prav ta odnos, pogovor z enostavnimi ljudmi. Ko sem kasneje našla svojo pot, opustila psihiatrična zdravila, kar opozarjam, je zelo nevarno, smrtno nevarno, in se usmerila v svetovanje drugim, sem začela srečevati ljudi, ki so preživeli podobne izkušnje. Veliko njih imenujem preživelce, soborce. Preživelce sistemskih pomanjkljivosti, ne svoje lastne stiske. Pri njihovih zgodbah znova in znova vidimo isto. Strokovna pomoč v Sloveniji ljudem ne ponuja dovolj pogovora, dovolj odnosa, dovolj terapevtske podpore. Danes srečujem ljudi, ki na področju duševnega zdravja niso bili zadovoljni, ker so čakali mesece ali leta. So dobili samo minute, ne pa ure pogovora. So bili zdravljeni zgolj farmakološko, s psihiatričnimi zdravili. Niso mogli dostopati do psihoterapije takoj, ker je v sistemu skoraj ni. Smo morali plačati visoke vsote pri zasebnikih ali pa so nekateri žal obupali. Žal to ni ravno redkost, ni pa povsod tako. V zdravstvu obstajajo dobri ljudje, ki si radi vzamejo čas. Kljub temu je Slovenija ena od evropskih držav, kjer psihoterapija v javnem zdravstvu ni dovolj sistemsko urejena, ni dovolj definirana, ni dostopna. Psihoterapija obstaja, vendar za mnoge na voljo samo zasebno in finančno žal nedosegljiva. V zdravstvenem sistemu je premalo
prisotna, premalo dostopna in to kljub temu, da so duševne težave v porastu, da so ljudje vedno bolj izgoreli, vedno bolj ranljivi, v stiskah in sami, čakalne dobe pa neizogibno naraščajo. Kdor nasprotuje temu zakonu, nasprotuje dostopnosti pomoči, nasprotuje ljudem, ne strokam, ne ideologijam, ne kapitalu. Kdor nasprotuje zakonu psihoterapije, žal nasprotuje ljudem. Zato podpiram, tako jaz kot moji somišljeniki, zakon o psihoterapiji in prav zaradi ljudi ga v petek podprite tudi vi. Ta zakon ne ruši, ne dela vzporednega sistema, ampak dopolnjuje zdravstveni sistem in končno postavlja psihoterapijo tja, kamor sodi, med ključne oblike strokovne pomoči. Presenečajo nas napadi posameznih zdravniških krogov na ta zakon. Prav zdravniki bi morali prvi razumeti, da človeka zdravi odnos, pogovor, komunikacija, da se duševna stiska ne odpravi samo s farmakologijo in da je terapija nekaj, kar je treba vključiti v zdravstvu, ne pa iz njega izrinjati. Petek je priložnost, ki je ne bomo dobili drugič. V Sloveniji tako celovite ureditve psihoterapije še ni bilo in zagotovo dolgo ne bo, če jo zamudimo zdaj. Če to priložnost zamudimo, bodo stiske ljudi samo še večje, kar vemo, da pripelje do alarmantnih statističnih podatkov na področju samomorilnosti, porasta depresije, anksioznosti in ostalih prehudih motenj. Zato vas danes za vaš glas prosim kot nekdo, ki je to realnost izkusil pred 20 leti na svoji koži, kot nekdo, ki danes vsak teden posluša ljudi, ki zaradi duševnih stisk trpijo in kot nekdo, ki verjame, da si lahko kot družba dovolimo več sočutja, več razumevanja in več strokovne brezplačne podpore. Podprite zakon, dovolite, da psihoterapija pri poklicnih psihoterapevtih prvič postane resnično dostopna. Dovolite, da se ljudje v stiski ne bodo več počutili sami. Hvala, ker boste v petek izbrali pogum, odgovornost in prihodnost, v katero verjamem ne le jaz, ampak tudi vsi, ki smo to pot že prehodili. Zato vas prosim in hkrati pozivam kot državljanka, kot preživelka, kot svetovalka, podprite zakon. Podprite dostopnost, torej brezplačno psihoterapijo, podprite ljudi, podprite prihodnost, ki jo slovensko duševno zdravje nujno potrebuje. To ni zakon za zdravstveno ali psihoterapevtsko stroko, to je zakon za vse tiste, ki trpijo, za vse, ki čakajo mesece, leta, za vse, ki si ne morejo privoščiti zasebne terapije, za vse, ki verjamemo v možnost okrevanja. Prosim vas, izberite pogum, izberite sočutje, izberite ureditev, ki bi jo Slovenija morala imeti že davno, tako kot je to v tujini. Hvala vam, ker lahko v petek naredite tisto, kar bo mnogim spremenilo življenje. Z globoko hvaležnostjo Barbka Špruk skupaj s somišljeniki in uporabniki. Hvala lepa. Nadaljuje gospa Jana Pustinek iz Civilne iniciative za zdrave odnose v šoli. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Danes se oglašam kot učiteljica, mama in kot predstavnica Civilne iniciative za zdrave odnose v šoli. Oglašam se kot nekdo, ki vsak dan stoji pred mladimi, ki postajajo vse bolj nemotivirani in apatični. V iniciativi smo v zadnjih letih večkrat opozorili na porast duševnih stisk med mladimi in učitelji. Nazadnje smo letos junija skupaj s sindikatom Vi Sonce poslali odprto pismo ministrstvoma za šolstvo in zdravje. Znova smo želeli opozoriti na več stvari. Stiske otrok in mladostnikov se poglabljajo, učitelji izgorevamo, pogoji dela postajajo neznosni. Sistem strokovne podpore v šolah preprosto ne deluje več. Srčno upam, da boste v tem tednu, dragi poslanci, drage poslanke, ko se boste odločali o usodi duševnega zdravja in dostopa do le-tega v naši državi, temeljito premislili in se znali in zmogli odločiti po svoji vesti in ne po zunanjih pritiskih tistih, ki očitno ne želijo, da ljudje, predvsem pa mladi, ki si ne morejo privoščiti plačljive psihoterapije, pridejo do nje.
Predlagali smo takojšnje ukrepanje, med ključnimi rešitvami pa izpostavili dostopno psihoterapevtsko pomoč na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, uvedbo obvezne supervizije za učitelje, tako kot jo imajo v socialnem varstvu. Verjamemo, da je psihoterapija skupaj s psihiatrično in klinično psihološko pomočjo eden najučinkovitejših načinov za reševanje duševnih stisk otrok, mladostnikov in odraslih, ki pa je trenutno, ponavljamo, zaradi stroškov številnim ali večini nedostopna. Hiter dostop do psihoterapevtske pomoči, bodisi v obliki psihoterapevtskega pogovora ali delavnice, bi lahko mladim pomagal pri soočanju z naraščajočimi izzivi, kot so nizka samopodoba, prekomerna raba zaslonov, debelost, medvrstniško nasilje, visoka pričakovanja, vzgojne in učne težave. Učitelji, ki vsak dan delamo z otroki in mladostniki, vidimo njihove naraščajoče stiske. Učitelji smo tisti, ki smo z njihovimi strahovi, bolečinami, odzivi, ki so posledica stisk doma, zunaj šole in naše celotne družbe. A mi nimamo ne podpore, ne varovalnih mehanizmov, ki jih delo z ljudmi nujno zahteva. Učitelji zato preprosto nimamo ne časa, ne ustreznih kompetenc. Priča pa smo lahko tragičnim posledicam ignoriranja teh stisk, tako doma kot v tujini. Skrbi nas, kaj vse se lahko še zgodi, če ta zakon ne bo sprejet in psihoterapija ne bo nič bolj dostopna. Najhujše pa je, da vemo, da bi lahko marsikatero tragedijo preprečili, če bi bili odzivni, če bi bili dostopni. Zato odločno podpiramo sprejem zakona o psihoterapiji, ne zaradi teorije, ampak zaradi realnosti, tiste, ki jo vsak dan gledamo in vidimo. Mladi nujno potrebujejo pomoč, a do nje ne morejo, ker je plačljiva, ker je draga. Verjamemo in iz prakse vemo, da je psihoterapija eden najučinkovitejših načinov premagovanja duševnih stisk mladostnikov. Problem pa je, da je zdaj dostopna le tistim, ki imajo denar. Kako naj družina, ki komaj shaja, svojemu otroku omogoči 60, 80 ali 100 evrov na teden za terapijo? Kako naj gremo iz krize duševnega zdravja, če so poti ven rezervirane le za peščico? Kaj nam pomaga gospodarska rast, če mladim razpada psihično zdravje? Kaj nam pomaga tehnološki napredek, če ljudje izgubljajo voljo do življenja? Kaj nam pomagajo novi projekti, strategije, poročila, če učitelji vsak dan gledamo otroke, ki tonejo? Če nadaljujemo po tej poti, ne bo šlo več za posamezne primere, ampak za generacije, ki jim bomo morali priznati, žal, nismo vas zaščitili. Očitki proti zakonu so neutemeljeni in nevarni. Slišimo besede o ideologiji, o nevarnosti, o nedorečenosti. Gre za resnice ali populizme. Ali morda takšne besede prikrivajo strah pred izgubo monopola in strah pred tem, da bo pomoč postala dostopna vsem? Nasprotovanje razumem kot podporo obstoječega stanja, v katerem ima sistem bolne in poslušne državljane, ki jih vse bolj avtoritarno obvladuje. Ali smo res pripravljeni žrtvovati mlade zaradi dobičkov? Ali bi res kot družba sprejeli, da je hitra pot do antidepresivov normalna, pogovor pa luksuz? Bi sprejeli, da mladi ostajajo na čakalnih listah več mesecev, njihovo trpljenje pa ni dovolj nujno, da je profit farmacije pomembnejši od njihovega duševnega zdravja? Če rečemo, da so mladi naša prihodnost, potem moramo končno začeti delati tako, kot da to res verjamemo. Zato je petkova odločitev prelomna. Dragi poslanci, poslanke, vaša odgovornost pa je zgodovinska, saj gre za možnost, da naredite prvi resni korak k urejanju duševnega zdravja. Še enkrat, kot učiteljica, mama in predstavnica civilne iniciative za zdrave odnose v šolah, vas prosim, odločite se po svoji vesti, ne po pritiskih, ne po ukazih, ne po lobističnih interesih. Poslušajte sebe in premislite, kdo bo najbolj občutil vašo odločitev. Bodo to različne stroke, fakultete, zasebniki? Ne, ta zakon ni pisan zanje. Oni bodo delali še naprej, tudi brez zakona. Tukaj gre za najranljivejše, otroke in mlade.
Podpreti zakon, ki omogoča dostopno terapijo, je odgovorno, človeško in pogumno. V petek, prosim, pomislite nanje. Pomislite na njihove obraze, stiske, nedolžnost in upanje. In prosim, glasujte za zakon o psihoterapiji. Še enega predstavnika imamo, Tilana Rečko in društva Altra. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Nagovarjam vas kot predsednik društva Altra, organizacije, ki že več kot 30 let deluje na področju duševnega zdravja v skupnosti z osebami, ki imajo dolgotrajne, ponavljajoče se težave v duševnem zdravju. Naši uporabniki ne potrebujejo debate o strokovnih vsebinah zakona. Njim je pomembno, da vsi dobijo pomoč, da je ta pomoč hitra in učinkovita, ne glede na to, kdo jo izvaja. Pred vami je odločitev, ki ni majhna. Zakon o psihoterapevtski dejavnosti. Ta zakon ni le korak naprej, je nujen preobrat, ki lahko rešuje življenja, zmanjša trpljenje in odpravi dolgotrajno socialno izključenost tistih, ki si zdaj psihoterapije ne morejo privoščiti ali je v javnem sistemu ne dosežejo. V naših programih delamo z ljudmi, ki so že več let ali celo desetletja zapleteni v sistem duševnega zdravja. Velik del naših uporabnikov ima ponavljajoče se, včasih kronične težave, ki jih spremlja socialna izključenost, revščina, stigmatizacija in visoka odvisnost od drugih. Kot sem že večkrat poudaril, pot naših uporabnikov je pogosto pot zdravil, pot medikalizacije. Tablete so sicer v določenih primerih nujne, toda same po sebi ne zadoščajo in samo ta pot ni primerna. Iz naših izkušenj lahko potrdimo: obravnava, ki temelji le na medikalizaciji, brez dostopa do kakovostne in dolgotrajne psihoterapevtske obravnave, pušča ljudi v začaranem krogu. Brez okrevanja, brez občutka nadzora nad lastnim življenjem, brez možnosti, da se iz zanke bolniških izkušenj premaknejo proti samostojnosti in vključenosti v družbo. Na društvu sodelujemo z vsemi akterji duševnega zdravja, tudi psihoterapevti. Ampak se moramo v praksi prebijati skozi močvirje in raziskovati, ker naši uporabniki mnogokrat ne zmorejo preceniti, kdo je res usposobljen psihoterapevt. Če tega zakona ne bo, bo v Sloveniji še vedno vladal kaos glede izbire tovrstne pomoči. Hkrati pa nimamo veliko opravka s poklicnimi psihoterapevti, ker je bilo treba te storitve do zdaj plačati in se naši uporabniki tega ne morejo privoščiti. Če je nekdo invalidsko upokojen, brezposeln ali na minimalni plači, si takšnih storitev ne more privoščiti. Zato pozdravljamo zakon, ki bo prinesel večjo dostopnost in brezplačno možnost poklicne psihoterapije. Če tega zakona ne bo, bo psihoterapija še vedno na voljo samo tistim, ki si jo lahko plačajo, in bo s tem ostala luksuz in privilegij peščice. Zato vas v tem trenutku pozivam. Društvo Altra in naše uporabnice in uporabniki ne pričakujemo le zakonske rešitve. Pričakujemo konkretno spremembo, ki bo resnično delovala v korist ljudi, za katere je ta zakon napisan. Kot sem povedal že v mnogih javnih razpravah, nesprejem zakona lahko pusti naše ljudi v nevarnosti, da ostanejo brez jasnih možnosti, brez nadzora, z nejasnimi izbirami, brez dostopnosti, sredi kaosa, ki so ga do zdaj tolerirale vse vlade. Zato vas pozivam, naša naloga kot družba je, da damo glas tistim, ki so pogosto tiho, zapostavljeni, odrinjeni. Da zagotovimo, da bodo psihoterapevtske storitve ne privilegij, temveč pravica. Da ustvarimo sistem, v katerem je človek, ne diagnoza, v središču. Podprite zakon o psihoterapevtski dejavnosti. Podprite dostopnost, kakovost in pravičnost. Podprite ljudi, ki si vsak dan želijo možnosti, da jih kdo sliši. Ne le pregleda, ne le diagnosticira, ampak posluša in razume. Hvala vam za odgovornost, pogum in vizijo, za družbo, ki ne zapusti nikogar, tudi tistih, ki si ne želijo biti pozabljeni. Ja, zahvaljujemo se vsem govorcem, žal danes nimamo tukaj prisotnih poslancev, tako da jim bomo izročili pismo in jih še enkrat pozvali, da v petek le glasujejo za zakon, ki ga čakamo že toliko let in ki je zakon za ljudi. Hvala.